Mitja, bliža se Ljubljanski maraton, še vedno veliko ljudi napačno teče. Kje so tiste najbolj osnovna pravila? Ja, zdaj glede teka, jaz glih nisem nek podpornik teka, Ne me narobe razumeti, jaz vsakemu svojemu pacientu rečem, da če rad teče, ne teče, ampak treba je gledati za neko povprečno populacijo, pa recimo za ljudi, ki so prekomerni, sigurno tek ni neka prva izbira izgube telesne teže, Bolj so že potem kakšni hit treningi, visokointenzivni treningi, ker pa če si prekomeren, imaš preveliko težo in če tečeš, večina ljudi teče napačno, 90% ljudi ima napačno tehniko teka, potem res škoduješ svojim sklepom, še posebej, če tečemo po asfaltu, po trdi podlagi. Taka podlaga, kot je tukaj, po makadamu, vedno dobrodošla, asfalt res čim manj, pa če tečete tečete kombinirano, asfalt, makadam. V vsakem primeru pa, če imate težave s koleni, če je že znana obraba, kakršnih koli sklepov, tudi hrbtenica trpi pri teku. Imam tudi paciente, ki so bili operirani hrbtenici, pa ne morejo teči, ker hrbtenica boli, tako da tek glih ni prva izbira. Zdaj se bomo tukaj danes tudi osredotočili na en pogost problem pri tekačih, to je vnetje pokostnice. Si bomo pogledali, kaj so vzroki, bomo tudi majčkeno pokazali, na kaj morate biti pozorni, tako da bo zdaj to tudi pokazala in tudi na njej bom pokazal, kje točno boli, če imaš vneto pokostnico. Ja, zdaj vnetje pokostnice, to tudi strokovno imenujemo tako imenovani medialni tibialni stresni sindrom. Zakaj medialni? Ker to je medialni del je ta del, tibialni pa zato, ker tibia je strokovno golenica. Se pravi, tu je bolečina izključno na notranji strani golenice. To je, tukaj tudi nimate mišice, tle kost takoj pod kožo, tukaj imate mišico tibialis anterior, tako tukaj res dejansko se vname tako imenovana vnetje pokostnice. Vzroki so največkrat nepravilna biomehanika teka, se pravi, narobe tečemo. Veliko ljudi tudi ne ve, ali so pronatorji, ali tečejo bolj po notranjem delu stopala, to je ta pozicija, ali so supinatorji. In glede na to je treba potem tudi imeti ustrezno obutev. Tako da za ljudi, ki ne vejo, ali so pronatorji, supinatorji, jim priporočam, da grejo v katerokoli športno trgovino, ki njim bojo na podoskopu, to je tak aparat, ko gor stopijo, njim bojo zmerali, kje je stopalo bolj obremenjeno, ali na notranji strani ali na zunanji. In posledično temu tudi kupite dobre superge. Tako da za superge ne šparati, če boste redno in pogosto tekli, to vsaj 150 € je treba dati za tekaške čevlje. In pa če imate vnetje te pokostnice, ker je zelo pogost pojav pri tekačih, takrat morate zmanjšati intenziteto teka, lahko tudi čist prekinete s tekom. Vsaj 14 dni morate biti brez bolečin, preden lahko spet začnete teči. Vzroki so lahko tudi zaradi tega, ker ste povečali pogostost teka, več ste tekli, večkrat na teden, lahko tudi samo, da ste spremenili podlago, da ste pretekli po mehkem, potem da ste začeli teči po asfaltu, ali pa da ste začeli teči tudi po hribovitem terenu. To lahko tudi vse sproži vnetje pokostnice. Tako da zmanjšate intenziteto treninga, poenostavite, bolj po ravnem tečete, ali pa če so hude bolečine, kjer so tudi možne tako hude bolečine, da ne morete hoditi, takrat pa sploh ne tečete. In počitek, hlajenje, kakšen aklofen vzeti, včasih to traja tudi več mesecev te težave. Tudi jaz osebno, ko sem treniral borilne veščine, tudi pa drugih športih, ko sem bil začetnik, sem imel hudo vnetje in dejansko na koncu treninga praktično nisem mogel hoditi, tako da res bolečina na notranji strani golenice. Tako da tudi pri drugih športih se lahko to pojavi, ne samo pri teku.